V bistvu je bilo za slovensko gradbeništvo značilno, da je pred krizo dosegalo izredno visok delež v bruto domačem proizvodu. Če primerjamo te podatke z drugimi državami Evropske unije, je bil zelo visok, kar je na nek način že nakazovalo predimenzioniranost tega sektorja, kar je potem na koncu kriza tudi pokazala. Sedaj zadnji podatki kažejo, da se je gradbeništvo že opomoglo, da se ta delež dodane vrednosti v bruto domačem proizvodu počasi krepi in na podlagi zadnjih trendov lahko pričakujemo, da se bo takšno gibanje nadaljevalo tudi v letošnjem letu. Pa danes je glavni izziv v gradbeništvu produktivnost, ker v produktivnosti se pravzaprav ogleda profitabilnost projektov in vemo, da so v gradbeništvu projekti imajo zelo nizko stopnjo profitabilnosti in zato je ta produktivnost zelo pomembna. Imamo dva vzvoda, s katerima lahko danes podjetja spremljajo produktivnost in dvigujejo produktivnost. To je, na prvem mestu je reorganizacija procesov in uvedba tako poimenovanih vitkih procesov ali lean procesov. Z druge strani so to nove tehnologije, predvsem digitalizacija, ki je vse prisotna in lahko vpliva tudi na dvig produktivnosti. Industrija 4.0 pomeni stapljanje digitalnega in materialnega sveta. Če pogledamo materialni svet okrog sebe, je to vse, kar so naredili gradbeniki, gre za to, da ga digitaliziramo v obe smeri, da zajemamo iz materialnega sveta podatke, jih obdelujemo, se odločamo, ustvarjamo umetno inteligenco in da nazaj ta digitalni svet krmilimo. Obstajajo elementi, ki so bolj razviti, obstajajo elementi, ki so manj razviti. Recimo na področju informacijskega modeliranja Slovenija prav gotovo ne zaostaja. Ta koncept digitalnega dvojčka je tudi eden od konceptov industrije 4.0, ki ga morda druge industrije niti nimajo tako razvitega kot gradbeništvo. Mislim, da po padcu ugleda, ki ga je panoga doživela tam nekje okrog 2008, ko je bila tudi recesija, ko smo bili priča stečajem, padcu ugleda, vrsti tudi zapornih kazni, propadu velikanov, da se vendarle zdaj v konjunkturi sedanji, bom rekla, večji gradbeni projekti in podjetja zavedajo tudi pomena komuniciranja in tega, da se načrtuje ob siceršnjih gradbenih projektih tudi ta vidik, se pravi, da se ne zanemarja deležnikov ob gradnjah, vstopanja v lokalne skupnosti, skratka vsega tega spektra ciljnih skupin, ki jih ima neko podjetje ali pa njihov projekt gradbeni, ko se ga lotevajo. Tako da mislim, da to zavedanje je, obstaja in da se zdaj v času konjunkture to tudi več načrtuje, kot se je v preteklosti ali pa vsaj v zadnjih 10 letih. Skratka, ko je projekt narejen, časovnica potrjena, budžeti in tako naprej, vemo, da se vstopa v nek lokalen prostor, neko lokalno skupnost, kjer se gradi, je fajn pogledati tudi ostale deležnike, ne samo, bom rekla, investicijsko, z gradbenega vidika, tehničnega, ampak tudi na komunikacijski vidik in analizirati vse javnosti, s katerimi vemo, da bomo ob projektu bili povezani tako ali drugače, predvideti tudi mogoče krizne situacije, si to načrtovati ob časovnici projekta in biti na to tudi pripravljen, seveda, tako v odnosu do medijev, lokalne skupnosti, zaposlenih na projektu in samega investitorja, ne nazadnje. Takrat bo projekt končan tudi pravočasno ponavadi, brez nekih večjih kriznih zadev in tudi se držal nekih budžetov in limitov. No, v tem projektu je sigurno najpomembnejše bilo, da smo kot samo podjetje stopili skupaj in izvedli celoten projekt kot en veliki tim, ena velika skupina. Na projektu smo sodelovali, ogromno enih ljudi je sodelovalo na tem projektu, moram priznati, in kot zgleda smo dosegli vse vmesne roke in s tem tudi nekako uresničili zaupanje za izvedbo take velike investicije. Ja, projekt je zdaj še v fazi razvoja, tako imenovani, delamo pa na tem, da ga premaknemo v izvedbeno fazo do konca letošnjega leta. Prav, da bi bil začetek glavnih del v letu 2019 do sredine leta in zaključek izgradnje leta 2025. V letu 2018 pa načrtujemo začetek pripravljalnih del.